Živijo punce, no to bo moj že drugi poskus tega posnetka, saj sem prvega že dokončala, ampak se je odločil, da ne bo snemal. Tako da bom probala vse še enkrat ponoviti. Če pa bom kaj spustila, pa kar komentirajte spodaj in tudi, če veste same kakšne nasvete in sicer o negi podaljšanih las. Sama bom najprej začela govoriti o krtačenju teh, ker je zame to najpomembnejše in mislim, da bi se večina strinjala z mano. Za krtačenje priporočam posebno ščetko, ki sem jo sama kupila v Nonini špajzi. In ta krtača je posebna zaradi tega, ker ima večje silikonske ščetine, katere pa so odlične, ker so nekoliko bolj narazen in s tem, ko vi česete vaše podaljške pri korenini in greste čez ščepke, poskrbi taka ščetka za to, da jih ne vlečete in s tem poškodujete tudi svoje lase. In zares, če kaj priporočam za nakup, sicer vem, da so nekoliko dražje krtače, ampak če kaj priporočam krtačo. Ker brez krtačenja las boste imeli lahko že po 2 tednih slamo na laseh oziroma razne raste, ki jih je nemogoče razvozlati in razčesati. Krtačenje je prav zaradi tega pomembno, ker lase ne krtačimo zadosti, se le-te pri čepkih zapletejo in ustvarijo kot nekakšno rasto. Ker lase naj bi se krtačilo najmanj zjutraj in zvečer, prav tako pa tudi pred tušem, ker kot vemo, tako naravne lase, že naše, ne smemo česati potem, ko so mokri. Sicer vem, da kar precej deklet to počne, čeprav ne bi smele, ampak pri teh laseh se še toliko bolj ne sme, ker lahko res uničite tudi vaš las. In če govorim že prav o umivanju, bi povedala še to, da ko si mi umijamo lase, ne smemo to početi tako, da obrnemo glavo dol, ampak moramo z glavo tuša jo držati nad sabo, šamponirati, večinoma pri korenini in nato pustiti vodo zgolj, da nam pade po podaljških. To pa moramo prav spet zaradi tega, ker bi se lahko čepki zapletli in bi ustvarili grozo. Poleg tega priporočam, sicer naj bi se lahko uporabljalo kakršenkoli šampon za podaljške, ampak sama priporočam vsaj šampone za barvane lase, če pa si boste bolj privoščili pa kakšne šampone brez sulfatov. Zdaj mislim, da sem glede umivanja in krtačenja kar vse pokrila, bi se pa premaknila na zaščito. Sicer že naravne lase moramo pred likanjem, kodranjem zaščititi, ampak pri podaljšanih laseh je to še toliko bolj pomembno, ker, prva stvar, priznajmo si, ko imamo dolge lase, jih bomo bolj kodrali, jih bomo bolj likali in to niti za naše naravne lase ne bi bilo dobro, kaj šele za umetne. To pa zato, ker že naši naravni lasje ustvarjajo svoja olja, katera grejo po celem lasu in je že to nekakšna zaščita. Podaljšani lasje pa so skoraj mrtvi lasje in ne dobijajo nekakšnih olij, tako da moramo mi poskrbeti za dodatno zaščito. Sama uporabljam že velikokrat omenjeno in že mojo 3. flaško Hair to Air, losjona iz prav podjetja Svet zame, ker mislim, da je to res najboljše. Sicer v enem blogu sem zapisala, da sem uporabljala kar zaščito Baleje, ampak prosim, učite se iz moje napake. Sama sem namreč kupila kar eno zaščito in kljub temu, da predtem 1 mesec je sploh nisem uporabljala, ampak sem uporabljala samo olje, katerega bom potem omenjala, sem že po 1 tednu uporabe tiste zaščite opazila uničene konice in sem mogla kar precej ostrišti prav zaradi napačne zaščite. In prav vesela sem, da imam to. In raje nič, kot pa kakšno slabo stvar, verjemite mi, ker dokler sem ja nič, je bilo v redu. No, torej tisto olje, o katerem sem govorila, je sicer pri oljih je tako, da naj bi bilo vsako dobro, še posebej kakšna Marokan, Macadamian, ampak sama se že od aprila, zdaj lanskega leta, držim svojega Wapuhi olja, ki ga imam
to malo že od aprila in še vedno ga je kar precej vsaj ne toliko noter. In to olje res priporočam vsem puncam, ki mi pišejo, da imajo kakšne probleme z lasiščem, ker jaz verjamem, da mi je to rešilo lase. Namreč to olje mi je in zaščitilo lase in jih nahranilo. Če nisem povedala, kupila sem ga pa v Miš Stylingu. In sicer tam nekje okoli, zdi se mi, da celo točno 30 €. In pomembno je podaljške naoljiti prav zaradi tega, kot sem prej povedala. Naši naravni lasje ustvarjajo svoja olja in jih tako nahranijo, podaljšani lasje pa tega ne zmorejo, tako da jih moramo še mi dodatno. Še posebej so tukaj izpostavljene konice, ker pri korenu že lahko nekoliko porazdelim olja s krtačenjem, pri konicah pa je to težje in zato res priporočam to. In druga stvar, ki bi se jo dotaknila, so maske. Sama sicer uporabljam veliko različnih, od René Blanc do raznih Schwarzkopfih, do trenutno, ki ga imam tukaj, Alverde. Sicer pri maskah menim, da je tako, če glavna sestavina v redu, menim, da bo vse v redu. In pri tem sicer piše, da je noter nekaj keratina, ampak to bolj tako verjamem. Je pa kar precej avokada, o katerem sem že tako pisala, da je res zdravilen in za kožo in za lase, res za vse. In kar pa je pomembnega pri maskah je to, da ko boste vi nanesle masko, je pomembno, da se osredotočite zgolj na lase pod čepki, ker na čepke res ne smete dajati maske, ker bi jih to lahko omehčalo in zopet bi postali vozli, lepilo, raje ne. In tudi tukaj vem, da se precej bojite lahko za svoje lase, kaj bo potem z njimi, če skrbite zgolj za podaljške. In tudi sama sem se tega bala, sem se pa rešila tako, da te zgornje lase, katere vem, da so najbolj pod pritiskom likanja, krtačenja, kodranja, fena, vsaj te pod tušem, potem ko druge že dam masko gor, kar mi je ostalo na rokah, naredim tako, jih navlažim na vrhu, pač čez celo, kar jih imam take, in potem tukaj gor kot nekakšen svaljik naredim in pustim samo na vrhu, da stoji. Ko sperem z vodo, držim glavo malo bolj po strani in sperem prvo ta del in še na to se osredotočim na podaljške in tukaj si vzamem malo več časa. No, to bi bilo, še to. Ne smete pa s podaljški, se pravi, če izpostavljati raznim saunam in s raznim bazeni in tako. In če greste v saune, bi zares priporočala, da si kakšno vlažno brisačo vijete okoli glave, saj sauna lase preveč izsuši. In sicer zdaj pa res mislim, da bi bilo to. Seveda, pustite dol, če sem kaj spustila. Bi pa dodala, da kar sama še delam, če čez dan začutim, da imam nekoliko bolj suhe lase, dodam tudi ta Naturavit Repair and Protect zaščito za odcepljene konice. Čeprav konice niso scepljene pri teh laseh, vseeno jih rada nekako negujem. In to dostikrat dodam tudi tudi potem, ko so lasje še mokri, ker pač se počutim, kot da dajem neko dodatno zaščito. In raje preveč kot premalo, razen pri primeru z Balea zaščitnim losjonom. In uporabljam pa tudi, sicer sem bolj preizkusila zaradi maske, kot nekakšen fluid, tudi od Alverde, z avokadom in naj bi bil keratin. Sicer neke velike razlike nisem opazila, celo opazila sem, da mi kot nekako si suši lase, tako da, če bi že kupili, raje priporočam, da pogledate še kaj drugega. Ampak pač sem želela omeniti, ker je že prav v tej skupini. Spet pa, če čez dan res začutim, da so nekoliko bolj suhi, tako moji lasje kot tej, pa dodam tudi tako olje. Sicer bi bilo kakšno olje dobro, od olivnega, makadamija, marokan, kjerokoli. Tudi to, ampak vseeno mi je tako pri srcu, da mi ga je zares škoda. In zato dodajam to, ki ga imam doma od Baleje. In sicer zdi se mi, da so tukaj noter in arganova in makadamija in celo aloe vera, zdi se mi, da je. Vsa olja in pač to deluje kot nekakšna
zaščita, kot nekakšen pick-me-up za lase čez dan. In to zopet si samo porazdelim po rokah in grem skozi lase. In to se mi zdi, da bi bilo za lase to, za nego las, pardon. Če se še kaj drugega spomnim, bom dopisala, če pa vi veste še kaj, pa kar komentirajte spodaj. Se vidimo drugič, čau, čau!